Sodobni Bob Esponja je tako nevzdržen, da bi mu, če bi ga danes poznal klasični Bob Esponja, dal prav kalamarju, da se preseli. In tega ne govorim zato, da bi pretiraval. To ti bom dokazal epizodo za epizodo, z natančnimi trenutki, ko se je najbolj priljubljena spužva iz bikini dna spremenila v svojo najslabšo različico. Ker je velika razlika med tem, da si nadležen in da si krut. In sodobni Bob Esponja je to mejo prestopil že zdavnaj. No, prijatelji, v klasičnih epizodah Boba Esponje nikoli ni imel izjemno neumne ali razvajene osebnosti. Recimo, da se je nahajal v prijetnem območju, v zlati sredini. Da, počel je neumnosti skupaj s Patrikom, vendar se je skušal braniti, da ne bi bil popolnoma ponižan, tako kot sodobni Bob, ki se samo brani, a pri tem slabo ravna z drugimi. In pravzaprav imam veliko primerov, ki to dokazujejo. Eden tistih, ki se jih najbolj spomnim, je z ribico Mehurčkom v epizodi Kumarice. Tukaj ribica Mehurček obtoži Boba, da je pozabil kumarice v svojem rakovem burgerju. In Bob se psihično zlomi, ker misli, da je zatajil v edini stvari, v kateri je dober. To je priprava rakovih burgerjev. Za Boba delo v rakovi restavraciji ni bila samo slabo plačana služba. To je bil njegov življenjski namen, prijatelj. Torej, ko odkrijejo, da je ribica Mehurček skrivala kumarice pod jezikom, se Bob res razjezi zaradi te male potegavščine. Ker mu niso samo lagali, zaradi tega je doživel celo eksistencialno krizo. In tukaj imamo prvo neizpodbitno pravilo klasične spužve. Sovražil je, da mu kdo pokvari delo. Potem je tu še: ali mi lahko daste kovanec? Kjer Kalamardo izgubi službo in Bob se odloči, da mu pomaga, mu odpre svoj dom, mu da hrano, skrbi zanj, je potrpežljiv z njim. Ampak Kalamardo se počasi spremeni v lenega brezramneža in izkorišča Bob Esponjo. In res se zgodi nekaj, kar mi takrat sploh ni prišlo na misel. Bob Esponja eksplodira, poči zaradi Kalamardove lenobe in mu začne kričati neprijetne resnice. Ko moram opraviti neko delo, poiščem nekoga, ki že ima delo, da opravi to delo. In tukaj opazimo eno izmed najbolj zanimivih podrobnosti pri spužvi. Lahko je bil dober prijatelj, celo dovolil je, da so mu vzeli garja, ampak seveda je imel svoje meje. Bob dobesedno vrže Kalamarka na cesto. Vzel se je v roke in postavil meje. Drugo pravilo. Bob je sovražil, da so ga izkoriščali. In če je še vedno kakšen dvom, imamo tudi epizodo, kjer Patrik povabi svoje domnevne starše. Bob sprejme, da se pretvarja, da je neumen, dobesedno iz dobrodelnosti, da bi Patrik izpadel dobro pred svojimi starši. Žrtvuje se prostovoljno poniža in to naredi le nekdo, ki resnično ima rad svojega prijatelja. Ampak Patrik, namesto da bi se zahvalil, ga pred vsemi nenehno ponižuje. In na neki točki Bob reče: dovolj je, eksplodira, se brani, in tam se vidi nekaj, kar je sodobni Bob popolnoma izgubil. Vedel je, kdaj je šala prestopila mejo. In potem je tu še prepad. Bob pade v neskončno vrsto, obkrožen s čudnimi ljudmi, ki govorijo nerazumljiv jezik, na kraju, ki ga ne pozna in iz katerega ne more oditi. In to, kar naredi epizoda, je zelo pametno. Prikaže ti Boba, kako prenaša, dokler ne zmore več in se zlomi. In to deluje, ker ima resnično stopnjevanje. Obstaja jasna meja. Šala uspe, ker si je to reakcijo prislužila. Sodobni Bob se sploh ne trudi več graditi tega. Gre naravnost v kaos, ne da bi to kdo upravičil. In tukaj imamo tretje pravilo. Bob je lahko bil potrpežljiv, vendar ni imel neskončne potrpežljivosti. Torej, to je bil spužji kvadratnik. Čuden, intenziven, včasih nadležen, a z dušo, dostojanstvom, z resničnimi mejami. Torej se postavlja nujno vprašanje: kaj se je zgodilo z njim? Kako smo prešli od tiste spužve do tega, kar imamo danes? Ker to, kar so naredili z likom, ni bilo samo to, da so ga naredili bolj neumnega. Bilo je nekaj veliko hujšega. In to ti bom pokazal epizodo za epizodo. V več sodobnih epizodah Bob ne deluje več kot prijeten lik, ampak začne delovati kot najhujša grozota, ki jo lahko srečaš. Nisem videl ničesar, popolnoma ničesar, kar bi si zapomnil.
Imamo samo tega rumenega tipa, ki vdira v življenje nekoga, povzroča težave, ignorira vsako opozorilo in namesto, da bi bil smešen ali zabaven, povzroča samo velik cringe, stari. Tudi šale o vevericah v risanki Spuži Kvadratnik so bolj smešne kot to. Prvi razbit primer je, da ljubi rakburger. In ja, Spuži je bil vedno čuden. Ta rumena spužva lahko govori z burgerjem in nikogar to ne preseneti. Problem ni v tem, da se zaljubi v rakburger. Problem je, da njegova čudna fetišistična nagnjenja začnejo vplivati na njegovo delo, higieno, prijatelje in stranke. Ker to ni samo Bob, ki je čuden. To je v nasprotju z enim od temeljev njegovega lika. Bob se je lahko motil, vendar ga je bolelo, če se je motil. Sodobni Bob v svojih najslabših epizodah niti ne opazi katastrofe. Še naprej se smeji, še naprej kriči in vsi okoli njega nosijo posledice. In tukaj pride Kalamari. Ker bodimo iskreni, leta je bila serija uporabljala Lignича kot boksarsko vrečo. Ampak obstaja ogromna razlika med tem, da Lignич dobi karmo, ker je bil aroganten, in tem, da je Lignич samo želel dihati, pa ga vesolje kaznuje, ker obstaja. V klasičnem Bobu je Lignич pogosto trpel, ker je bil nesramen, domišljav ali sebičen. Šala je imela strukturo. Lignич se je imel za boljšega, sprejel je slabo odločitev in na koncu bil ponižan. Bil je včasih krut, ja, ampak je bila prisotna logika. V sodobnem Bobu Lignич pogosto ni naredil ničesar, samo želel je igrati na svojo grdo klarinet, spati, delati brez kričanja ali imeti 5 minut miru. In Bob se pojavi, kot da bi imel sodno odredbo, da mu uniči cel dan. V epizodi Pristanite, če morete, Lignич samo želi iti na dopust. Nekaj povsem običajnega. Ne beži pred nikomer, ni naredil nič slabega, samo želi si mirno odpočiti. In Bob mu tega ne dovoli. Sledi mu na letališče, na letalo, v vsak možen kotiček. In ne zato, ker bi bil Lignич njegov sovražnik, ampak ker za sodobnega Boba očitno zasebnost drugih ne obstaja. In najbolj vznemirljivo je, da epizoda to predstavi kot nekaj prikupnega. Kot da bi bilo zalezovanje nekoga znak prijateljstva. Ampak epizoda, zaradi katere popolnoma sovražim sodobnega Boba, je Morski kolegi. Lignич je tako obupan, da bi se oddaljil od Spuži Kvadratnika, da ga poskuša izklopiti, samo da bi ga pustil pri miru. In niti to ne deluje, ker se Spuži vedno vrne kot ščurek. Nato Lignич izgubi vozniško dovoljenje in pristane v šoli vožnje skupaj s Spužijem. In tam se epizoda spremeni v popoln pekel. Spuži ga tako duši, da Lignич pristane v mavcu. Tukaj si že zaželiš, da bi Spužija upokojili. In ja, nekdo bi lahko rekel, ampak Spuži je vedno nadlegoval Lignича. Seveda, ampak bistvo je v tonu. Prej je bil Spuži nadležen, ker ni povsem razumel družbenih signalov. Zdaj pa epizoda ve, da Lignич trpi, pa vseeno nadaljuje. In potem je tu še epizoda Manta Mantareja se vrača, kjer Spuži ni samo nadležen, ampak preide že na raven krutosti. In res je, Spuži lahko zna biti dramatičen in otročji, karkoli hočeš, ampak njegov cilj je bil vedno poskušati videti dobro tudi v najslabših ljudeh. Tako da videti Mantaro Mantarajo, ki si želi samo počivati brez zločinov, in Spužija, ki mu dela življenje nemogoče, je precej čudno, sploh če pride od Spužija. In tudi klasični Spuži ni bil popoln. Bil je vsiljiv, intenziven in naporen, ampak prej si čutil, da je pod vsem tem kaosom dobra oseba. Spuž, ki bi ti res lahko bil prijatelj. In celo lahko bi napisal pesem z največjim sovražnikom gospoda Raka. Sodobni Spuž pa je včasih videti kot rumen kvadrat brez humorja. Ker Spuž ni postal najboljši del otroštva mnogih samo zato, ker je bil nadležen. Ne, bil je precej zabaven, imel je osebnost in njegovi šale, čeprav so bile absurdne, so te res nasmejale. Zato bi klasični Spuž sovražil modernega Spuža. Ne zato, ker je nov, sovražil bi ga, ker je v svojih najslabših trenutkih postal ravno to, česar ni mogel prenesti. Nekdo, ki ne posluša, ki nima meja in ki se zdi, kot da je prevzel mesto Patrika. Ker Spuži Kvadratnik ni nehal biti prijazna spužva v enem dnevu. Postopoma je serija začela zamenjevati
nedolžnost, s tem, da ga je naredila bolj neumnega, energijo z vsiljivostjo in ljubkosti, s tem, da ga je naredila popolnoma razdražljivega in neuzdržnega. Klasični spuži je bil intenzivna spužva z dušo zaposlenega meseca. Sodobni spuži v svojih najslabših dneh je kot rumeni alarm, ki ga nihče ne more izklopiti. Torej, če bi se ti dve različici srečali, bi klasični spuži najprej poskušal biti prijazen, bi se mu nasmehnil in mu ponudil rakov burger. Toda po 5 minutah, ko bi sodobni spuži že zasedel njegovo kuhinjo, prestrašil stranke, preganjal lignja in en hamburger spremenil v svojo bodočo ženo, bi klasični spuži naredil točno to, kar je vedno naredil, ko je nekdo prestopil njegove meje. Povedal bi mu svoje in ga vrgel na cesto. In tukaj ga imate. Klasični spuži je imel meje, imel je dostojanstvo in predvsem je imel spoštovanje do tistih okoli sebe. Sodobni je vse to izgubil. Postal je točno to, kar klasični spuži nikoli ne bi želel postati. Tako da ja, prijatelji, klasični spuži ne bi zdržal niti 2 sekundi, sodobnim pa vsem, kar smo danes videli. Povejte mi v komentarjih, kateri spuži je vaš najljubši, klasični ali sodobni. In če poznaš kakšno epizodo, kjer je bil sodobni še slabši, kot sem omenil, napiši spodaj, ker si jo želim ogledati. Se vidimo naslednjič.